Naša država je kot prva evropska država pred 5 leti pridobila evropsko kartico ugodnosti za invalide. Ta omogoča popuste vse od 5 do 100%. Koristite jo lahko za popust pri prevozu, kulturi, turizmu, športu, izobraževanju ali prostočasnih aktivnostih. In takrat smo začeli z temi različnimi področji, tako na področju nekih storitev, prevoza, kulture, športa, se pravi brezplačnih ali nižjih vstopnic za muzej, za gledališče, za razne dejavnosti. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skupaj z Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije zdaj projekt Evropska kartica ugodnosti nadgrajujeta, saj želita invalidom omogočiti enotnejšo obravnavo in specifične ugodnosti v Sloveniji in Evropski uniji. Evropa prepoznala ta projekt kot izredno pomemben, koristen, ne zgolj Evropske invalidske organizacije, Evropski invalidski forum, tudi Evropska unija, Evropska komisija, ki je tudi temu namenja nekaj sredstva. Evropski socialni sklad bo za 400 tisoč evrov vreden projekt izboljšanje dostopnosti blaga in storitev za invalide z Evropsko kartico ugodnosti prispeval 320 tisoč evrov. Trenutno popuste ponuja že več 100 podjetij. Seznam lahko preverite na www.invalidska-kartica.si. Imam Evropsko kartico za invalide in je zelo dobro, ker lahko koristiš popuste v različnih ustanovah. Sem in tja se celo zgodi, da je določena stvar brezplačna. Če pa primerjam z obiskom ustanov v tujini, pa je v tujini veliko več brezplačnih stvari za nas invalide. Ne vem, če primerjam Slovenija, Italija, Avstrija, v Sloveniji dobiš malo popusta, v tujini pa lahko v bistvu si brezplačno obiščeš muzeje, galerije in tako naprej. In prav to je med drugim namen nadgradnje projekta Evropska kartica ugodnosti. Pridobiti še več podjetij, ki bodo invalidom svoje izdelke ali storitve nudili z določenimi popusti ali celo brezplačno. Invalidi si želijo bolj ugodne cene za prilagojeno invalidsko opremo in medicinske pripomočke, popuste pri telekomunikacijskih storitvah, predvsem pri internetu in mobilni telefoniji. Jaz bi si zelo želela, da bi bil dostop do galerij, muzejev še bolj ugoden ali pa morda celo brezplačen. To si zelo rada ogledam, tako občasne razstave kot tudi stalne razstave. Potem tudi recimo gospodarsko razstavišče, gibalno ovirani imajo brezplačno, mi gluhi ne, tako da to bi si želela. Vendar gluha skupnost opozarja, da je bolj pomembna uporabnost storitev kot popust zanje. Predstav v gledališču ali operi si gluhi namreč brez tolmača ali podnapisov ne morejo ogledati. Tako jim popust za vstopnico ne koristi. Evropsko kartico ugodnosti lahko invalidi koristijo tudi v nekaterih državah Evropske unije. Do leta 2030 pa je predvidena vzpostavitev Evropske kartice ugodnosti v vseh evropskih državah. V tujini, recimo v Italiji, v Rimu sem šla si ogledati Kolosej, bila je velika vrsta in sem poskusila s kartico, imela sem celo prednost, priznali so mi, torej ni mi bilo treba čakati v vrsti. Tudi bilo je brezplačni ogled, tudi ogled Pise, stolpa, v bistvu po vsej Italiji, tudi v Pragi, Zlata ulica in ostali muzeji, vse je bilo brezplačno. Nezaposleni imetniki invalidske kartice ugodnosti so med drugim upravičeni tudi do brezplačnega javnega prevoza. Invalidi, ki želijo pridobiti Evropsko kartico ugodnosti, lahko zanjo zaprosijo v eni od 58 upravnih enot po celi Sloveniji.